Lep in prijazen dan želim iz Dunaja natančneje. Nahajamo se na Koroški cesti, kjer vidite tretjo najbolj oblegano nakupovalno ulico v mestu Dunaj. Druga je Graben in tretja je Kolmarkt, ki se povezuje z palačami Hofburg. No, seveda danes je nedelja in so vse trgovine zaprte, tako da ne moramo pričarati še rečega dne, ko smo bili tukaj in je bilo neverjetno veliko ljudi. No, v glavnem domačinov, pa da že nekaj tujcev, ki v bistvu počasi le prihajajo v avstrijsko prestolnico. Zanimivo je, da na Dunaju kar gradijo in gradijo, obnavljajo, res pa to ne delajo z tem, da bi to delali v ulicah, ampak seveda to delajo v področju, kjer se nahajajo poslovne zgradbe, poslovni objekti in seveda trgovska in nakupovalna središča v samem mestnem jedru. No, ta cesta mimogrede vodi do Štefanovega trga, kjer se nahaja znamenita katedrala in tam je neke vrste tudi center ali pa središče mesta Dunaj. Seveda sodeč po turističnem viku. Kot vidite, so lokali praviloma še zaprti, no nekaj jih bo popoldne odprtih. Res, kot rečeno v uvodu, je Kertenstraße, oziroma Koroška cesta, ena od obleganih. Seveda pa je, kot rečeno, tudi ponudba na ulici Graben in pa Kolmarkt zelo velika in zanimivo. Da tole vidite hotel Evropa. Zanimivo, da ni v čast in pogled arhitektov najbolj imenjen lokal oziroma hotel, ampak ne more biti vse naj. No, zanimivo je tudi to, da je v tem času, ko smo ga zadnjič obiskali, to je bilo pred enim letom, zdrsnil izmed svetovnih mest oziroma prestolnic iz prvega mesta na krepko med prvih 20. Vsi nam so vprašali, kako je z Ljubljano, ne vemo, ker je tam nekje krepko nad 70 mestom. No, spoštovani, to je bil kratko trenutek iz Koroške ceste, ki bo seveda s ponedeljkom spet polna, ko pa bo koronavirus za nami, pa bo to polno obiskovalcev iz vsega sveta, iz Azije, Amerike, Avstralije in seveda tudi iz področja Bližnjega vzhoda. Spoštovani, se imejte in da je prijazno, da vam želimo, kjerkoli ste. Mi pa se bomo sedaj odpravili na eno kavo na področje Štefanovega trga. No, morda bi bilo oportuno, da vam pokažemo še tudi Štefanov trg. In sicer
do njega približno dobrih 100 metrov. No, to je zanimivo. Vidite lokal, kjer so razobešene zastave različnih držav, da ne bo pomote, gre za poklon državam, ki so uspele uvrstiti na Evropsko nogometno prvenstvo in tukaj omogočajo obiskovalcem, da si lahko gledajo tekme, seveda po pogoju, da tudi kaj naročijo. No, niso edini s tem pristopom, pa to je vhod v podzemno železnico na Štefan placu ali pa Štefanovem trgu in mi smo vse bliže. Vidite, to je sistem prodaje časopisov, ki že stane 1,80 evrov, Krone Zeitung pa bomo pogledali 1,50. No in zdaj smo, kot že rečeno, po prehodu Kroške ceste na Štefanovem trgu in bomo pokazali še katedralo in s tem tudi zaključili naš posnetek iz središča mesta Dunaj. Lepo se imejte, le da vas želimo, kjerkoli ste.